Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi prispevek pred kvalifikacijami velike nagrade Avstrije. Poglejmo si skupaj, kaj so novega pripravili pri ekipah in kaj lahko pričakujemo od prihajajočih kvalifikacij. Tudi tokratni prispevek pred kvalifikacijami bo kot ponavadi razdeljen na tiste tri med seboj točno ločene dele. V prvem si bomo ogledali novosti, ki so jih ekipe pripeljale sem na progo v Špilbergu. Nato se bomo ozrli po raznih tehničnih zanimivosti in seveda na koncu bom kot ponavadi podal moje osebno videnje glede možnega razmerja sil v luči prihajajočih kvalifikacij. Ampak najprej bomo začeli seveda z tehničnimi novostmi, ki so jih ekipe prijavile FII. Kot običajno se bomo tudi tokrat oprli na tisti uradni dokument, ki so ga izdali pri FII in kjer je bilo razloženo, zakaj so pri ekipah spremenili določene dele njihovih bolidov. A pozor, o novih pogonskih sklopih skladno z pravilnikom ADUO bomo govorili v drugem delu in ne tu. A začnimo z tehničnimi novostmi. Najprej se bomo ustavili pri ekipi McLaren, kjer bomo videli najprej, da na prostih treningih bodo preizkušali nov mehanizem zadnjega profila pri aerodinamičnem stabilizatorju. In kot ste razumeli, gre za nekaj, kar je v bistvu Macarena. To, kar smo videli na primer že pri Ferrariju in tudi pri Red Bullu. Imajo tudi novo obliko zadnjih zavornih košar, kar naj bi na razbeljeni progi v Špilbergu pomagalo pri hlajenju. Kaj pa pri tovarniški ekipi Mercedes? Tu imamo zopet dve spremembi, ker je prva, vsaj po mojem, izjemno zanimiva. Namreč zožili so na zadku tisti izhodni kanal, kar se tiče zraka pod samim pokrogom. In tako so nekako prisilili zračni tok, da je začel iskati bočne reže in tako je bolj hladil tiste elemente, ki se nahajajo levo in desno od sredinske črte. In kar se tiče aerodinamike, imamo še manjši popravek na prednji premi, kjer so spremenili malce kot ste razumeli v aerodinamičnem smislu, kar se tiče vpetja ročic. Ogromno, in ponavljam, ogromno sprememb imamo pri ekipi Red Bull. Gre za njihovo domačo dirko, ampak vidimo popolnoma drugačno obliko bočnih vstopnih rež in seveda drugače izoblikovane bočne strukture. Imamo drugačno dno in tudi njen rob ter zadnje obese. Na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju imamo drugačne nosilce in ne smemo pozabiti, da so pri Red Bullu tudi spremenili samo izpušno cev oziroma njen nosilec. Po svoje bi lahko dejali, da so pri Red Bullu napravili neke vrste varianto B njihove šasije. In ne smemo mimo skuderije Ferrari, kjer imamo novi končni plošči, tam na konceh prednjega aerodinamičnega stabilizatorja. Imamo spremenjen tisti začetni rob dna, imamo spremembe na zrcalu in
kot testiranje na prostih treningih bodo preizkusili tudi varianto, ki ne bo imela tako imenovanega FTM-a. Verjetno gre že za poizkus oziroma zbiranje podatkov, da bodo lažje projektirali bodoči bolid, kajti v sezoni 2027 bo ta aerodinamična površina prepovedana. Pri ekipi Racing Bulls imamo znižano izpušno cev in nov nosilec, podobno kot pri Red Bullu, s katerim si seveda delijo pogonski sklop, in imamo nov difuzor. Pri ekipi Haas imamo spremenjene zavorne košare in imamo nove odprtine na bočnih strukturah, seveda, kot ste razumeli, zaradi hlajenja. Pri ekipi Audi imamo novo končno ploščo na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju in imamo spremembe tako na prednji kot na zadnji obesi. Imamo nov profil na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju in popravke na dnu. Tudi pri Audiju kar lep posodobitveni paket. A ne smemo pozabiti na Alpine. Imamo tu zanimivo spremembo prav na prednjem delu bolida. Lahko bi dejali, da gre za popolnoma nov A526, kajti imamo nov prednji aerodinamični stabilizator z novimi končnimi ploščami, seveda, in profili. Imamo novo konico nosnega konusa in drugače izoblikovane zavorne košare. Torej aerodinamično prav na tistem prednjem delu same novosti. In ne smemo pozabiti, da pri Alpinu so nekoliko popravili tudi difuzor. Pri ekipi Cadillac smo pa priča zopet izjemno širokemu posodobitvenemu paketu, kjer vas ne bom dolgočasil z naštevanjem vsega, ampak treba je omeniti, da od prednjih bočnih hladilnih rež pa do izpušnih cevi so praktično spremenili vse. Tako na dnu kot na pokrovu pogonskega sklopa, in lahko bi dejali, da od ekipe Cadillac lahko pričakujemo tudi bistveni korak naprej. In kar se tiče teh novosti, ki so prijavljene že po uradnih dokumentih, je to vse. Ampak ostajajo nam še zanimivosti, ker bomo imeli kar nekaj dobrih iztočnic. In pri zanimivostih seveda se bomo najprej ustavili pri pravilniku ADUO in teh spremenjenih pogonskih sklopih. Najprej, da bomo razumeli, zakaj gre, se bomo ustavili pri Audiju, kjer so nove pogonske sklope imeli že na prejšnji veliki nagradi Barcelone. Ampak tu vidimo, da so praktično nov motor z notranjim izgorevanjem vgradili tako na bolidu Hülkenberga kot na bolidu Bortoleta. In to nam je pokazatelj, naprimer, da smo nekaj takega bili deležni pri skuderiji Ferrari, kjer so na veliki nagradi Avstrije vgradili nove elemente. Ampak pri Ferrariju niso edini, ki so vpeljali nekaj novosti na elementih pogonskega sklopa. Tudi pri Mercedesu lahko vidimo, da so na vseh bolidih menjali baterijo, z izjemo pri Landu Norrisu. On ima vgrajeno že tretjo in ukolikor bi si privoščil četrto, bi dobil 10 kazenskih mest. Pri Russellu in Antonelliju so vgradili tudi ostale elemente pogonskega sklopa, tako da so s Ferrarijem nekako izenačeni. Ampak naj vas to ne preslepi, kajti Mercedes je tam spredaj in Ferrari jih lovi, zato si lahko to tudi privoščijo. A razumeti moramo, zakaj so vgradili nove komponente v petek in ne v soboto, ker so pri Ferrariju
napravili določene spremembe, so v bistvu prisiljeni rabiti zadnjo izpeljanko, ki jih imajo na razpolago. Torej, po mojem razumevanju pravilnika, ti dve starejši enoti ne prideta v poštev niti kot rotacija na prostih treningih, a videli bomo v nadaljevanju. Namreč ne smemo pozabiti še na eno zadevo, ki je po mojem mnenju vredna naše pozornosti. Pri tovarniški ekipi Mercedes so bili prisiljeni napraviti korak nazaj. Namreč verjetno se kdo izmed vas spomni, kako smo govorili, da je Ferrari hotel imeti podoben difuzor kot Mercedes, ampak tehnični delegat FIA jim tega ni dovolil. Sedaj je sledila upravičeno pritožba Ferrarija, zakaj oni lahko in mi ne. S strani FIA je prišla odločitev, da niti Mercedes ne sme uporabljati tistega difuzorja, ki ima neke vrste prekate na sredini, in od velike nagrade Avstrije lahko vidimo pri tovarniški ekipi Mercedes, da rabijo tisto starejšo izpeljanko. Seveda gre za starejši del, zato je omenjen med zanimivostmi in ne med tehničnimi novostmi. Toliko, kar se tiče tega, in sedaj se moramo usmeriti še na tisto, kar verjetno marsikoga izmed vas najbolj zanima, na razmerje sil v luči prihajajočih kvalifikacij. Na samem začetku je treba poudariti, da smo imeli na prvem prostem treningu kar lepo število novincev. 6 voznikov je prepustilo svoj sedež tistim, ki skušajo v Formulo 1 se še prebiti. In verjetno tudi zato bi lahko dejali, da so rezultati prvega prostega treninga malce manjši pokazatelj one prave forme. Ampak, če pogledamo rezultate drugega prostega treninga, bomo takoj ugotovili, da pravzaprav ni kakšne spremembe pri razmerju sil. Imamo Mercedes, posebej z Andrejo Kimijem Antonellijem tam spredaj, in takoj za njimi McLaren. Verjetno marsikateri navijač skuderije Ferrari je neprijetno presenečen, ne bom dejal razočaran, po vseh zgodbah, ki smo jih brali o novem pogonskem sklopu, o novem gorivu, biti tako na prvem kot na drugem prostem treningu v zaostanku, ki je večji od polovice sekunde, menim, da ni prav preveč optimistično. Namreč spomniti se moramo, da prav na prostih treningih v petek so običajno pri Ferrariju pokazali nekaj več kot ostale ekipe. In upam, da so tokrat šli malce drugačno pot, da se skrivajo v petek in da se bodo pokazali v soboto. Ampak treba je poudariti, da kar je razvidno predvsem iz rezultata drugega prostega treninga, je to, da niti Charles Leclerc, če hitremu krogu ne doda tisto nekaj več, ne bo sposoben priti tja v prvo štartno vrsto. A videli smo, kako nas je presenetil Lewis Hamilton v Barceloni. Verjetno marsikdo se sprašuje, zakaj je George Russell tako zadaj. Tu bi rad poudaril nekaj. Morda je imel težave, morda mu ni uspel krog, ampak njegov čas iz drugega prostega treninga je podoben tistemu, ki ga je dosegel v prvem, in če malce poenostavim, Andrea Kimi Antonelli je svoj čas izboljšal za približno dobrih 70, George Russell pa ne. Tu je treba poudariti, da čeprav smo videli težave tako pri McLarenu kot predvsem pri Red Bullu na začetku tega dirkaškega vikenda, kar se tiče tiste hitrosti na en sam krog, so dokaj solidni pri eni in pri drugi ekipi. Tako da tokrat bi lahko dejali, da imamo Mercedes tam spredaj, McLaren takoj za njimi in nato
verjetno oba Ferrarija in vsaj Red Bull Maxa Verstappena. V ozadju ne moremo mimo kritike Cadillacu, kjer so res pripeljali mnogo posodobitev, ampak so še zmeraj pri tej ameriški ekipi, recimo temu, glavni vir problemov pri direktorju dirke. Namreč neprestano se ustavljajo na progi. In to je cena, ki jo morajo plačati zaradi lastne neizkušenosti. Med drugimi me prav zanima, kako se bodo odrezali pri Audiju. Pokazali so nekaj malega več kot običajno, ampak vseeno premalo. Namreč takoj za tistimi najboljšimi 4 ekipami bi lahko dejali, da zopet vidimo na primer Alpine, da vidimo tudi Racing Bulls, ampak težko bi dejali Audi. Vseeno, rezultati prvega in drugega prostega treninga kažejo predvsem na to, da je glavni favorit za najboljše štartno izhodišče Andrea Kimi Antonelli. Morda se nekako umeša v boj še Russell ter oba voznika McLarena. Pri Ferrariju morajo nekje dobiti 5 ali 6 desetink v noči med petkom in soboto. Drugače bi bilo izjemno težko priti tja v ospredje. Pri Red Bullu pa nikoli ne moremo izključiti Maxa Verstappena, še posebej tu na progi Red Bull Ring, ki je njihova domača. A videli bomo prav kmalu. Za danes naš prispevek pred kvalifikacijami je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.